Bolj, ko bodo ljudje finančno pismeni, bolj kakovostne finančne odločitve bodo sprejemali zase, boljše življenje bodo imeli v prihodnje. In ker bodo ljudje sprejemali boljše odločitve, bo tudi kapital tekel tja, kjer bo lahko najbolj produktiven. Kar bi nujno vsak moral vedeti o javnih financah je, da to ni samo državni proračun, ampak vsaj 4 blagajne, da bi moral vsak znati našteti, ne? Torej državni proračun, občinski proračuni, pa zdravstvena pa pokojninska blagajna. To je res tako basic. Mi imamo 29 milijard na bankah, kjer so te vloge skoraj neobrestovane. To so ljudje, ki pa rabijo neko spodbudo, neko regulacijo, zato da lahko premaknejo ta denar iz bančnih neobrestovanih ali pa nizkoobrestovanih vlog v bolj tvegane oblike in potencialno tudi bolj donosne. Obstaja kakšna varianta, da naslednja vlada INR-je ukine in jih spremeni v navadne trgovalne račune? Mislim, Pozdravljeni, sem Marja Milič in gledate MoneyHow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Ja, v tokratni epizodi se v bistvu malce klepetam z ambasadorji finančnega opismenjevanja, ki so bili pred kratkim imenovani strani naše države, nacionalni ambasadorji finančnega opismenjevanja. To je prišla pobuda od Evropske komisije, tako da vse države so v bistvu imenovali svoje predstavnike, tako da danes nas boste spoznali. Malce smo se pogovarjali o aktualnih tematikah, individualno naložbeni računi, ljudske obveznice, slovenska borza, nasplošno malce o zaupanju, o javnih financah in pač tako različne tematike. Vse smo pač malce obdelali. Vabim vas, da prisluhnete epizodi. Mislim, da je bila kar taka zanimiva. Če boste imeli kakršnokoli vprašanje, mi kar pošljite na marja@money-how.si. Preden gremo na epizodo, vas seveda vabim, da se nam pridružite na psihologiji denarja. Zelo pomemben je, pač, kako se vedemo oziroma obnašamo, kakšne so naše navade, ker vse to seveda tudi posledično vpliva konec koncev na naše finančne odločitve oziroma odločitve na splošno, ki seveda se lahko rezultira tudi v pač slabšem upravljanju denarja. Tako da vabim vas, da pridete. Psihologija denarja skupaj z Denisom Avdićem pripravljamo ta dogodek 19. oktobra v Hali Tivoli. Mislim, da bo zelo fajno. Tako da vas vabim, da se nam pridružite. Pa če želite ujeti cenovno ugodne karte, res pohitite, ker jih bo kmalu zmanjkalo, teh, ki so najbolj cenovno ugodne. Zdaj pa prijetno poslušanje epizode. Nacionalni ambasadorji finančnega opismenjevanja je Saša Jazbec, državna sekretarka, Aljoša Valentinčič, profesor na ekonomski fakulteti, pač in jaz. Ne? Saša, a boš ti mogoče povedala, živjo obema, najprej živjo. Saša, boš ti mogoče najprej povedala, zakaj je prišlo sploh do imenovanja nacionalnih ambasadorjev finančnega opismenjevanja, kaj to sploh pravzaprav pomeni? Ja, z veseljem. Lep pozdrav vsem skupaj. Torej, Evropska unija bi rekla, da se že kar en čas trudi, da bi vzpostavila, temu se je najprej rekla Capital Markets Union, se pravi Unijo kapitalskih trgov, v fazi se je to preimenovalo v Savings and Investment Union, se pravi v Unijo prihrankov in naložb. In zdaj skuša odpraviti čim več ovir, ki ljudi, Evropejce, v bistvu, ki jim preprečujejo, da bi postali bolj aktivni vlagatelji, bomo rekli, na tem trgu. In eden od ukrepov, ki se ga je lotila, ker je prepoznala, da je na ravni EU-ja, da ljudje nismo tako finančno pismeni, kot bi bilo potrebno, da bi lahko pač do teh korakov prišlo, se je odločila, da je pozvala države članice, da imenujejo od 1 do 3 finančnih ambasadorjev. Se pravi, to smo ljudje, ki bomo v svojem prostem času ljudem v svoji državi pomagali pri finančnem opismenjevanju z raznimi temami, ki so v bistvu relevantne v vsaki posamezni državi, ker smo pač na različnih fazah, v različne stvari so pač aktualne, tako da dali so nam v bistvu eno tako, bomo rekli, skupno platformo. Evropska unija, ko smo se ta teden dobili, a ne tudi z komisarko, pa tudi z ostalimi kolegi, da smo malo izmenjali že prakse, kaj se dogaja v posameznih državah, na kakšen način se lotevajo, kaj že obstaja, kaj imajo v planu. Tako da se mi zdi to ena taka v bistvu res dobra pobuda, zato ker tudi pri nas se verjetno strinjamo, da bi se dalo ljudem marsikaj še povedati glede pač osnov financ, tako osebnih
kot tudi javnih. Kaj pa ti praviš, Aljoša, se tebi tudi zdi to dobra pobuda? Ja, meni se zdi odlična pobuda. Jaz seveda vedno sem zagovornik bil enotnega kapitalskega trga v Evropski uniji. Mislim, da je to nujno potrebna stvar, vključno z odpravljanjem vseh ovir, ki so na tej poti. Kar se pa tiče finančne pismenosti, pa tako, bolj ko bodo ljudje finančno pismeni, bolj kakovostne finančne odločitve bodo sprejemali zase, boljše življenje bodo imeli v prihodnje. In ker bodo ljudje sprejemali boljše odločitve, bo tudi kapital tekel tja, kjer bo lahko najbolj produktiven in bo na koncu imela podjetja tudi od tega koristi in vsi ostali državljani. Tako da se veselim tega. No, dejansko mislim, da je to zelo pomemben projekt. Ja, se strinjam s tabo. Jaz mislim, da bomo kot družba bolje živeli. Saša, mogoče, če lahko še omeniva, zdaj smo imeli prvo srečanje tudi z drugimi predstavniki, pa mogoče, če kaj te je najbolj impresioniralo, presenetilo, a smo kaj novega izvedeli? Aljoša je šprical, profesor Aljoša Valentinčič je šprical, samo jaz in Saša sva bile prisotne na tem dogodku, kjer so se predstavili člani, tudi drugi ambasadorji. Saša, boš ti povedala, kaj smo izvedeli? Mislim, tako pač nas je pozdravila komisarka, seveda, koliko je vesela, da smo se zbrali, seveda vse države še niso imenovale tega, eni bolj beremo tele pobude, eni manj. Meni je recimo zanimivo, da je Nizozemcem to tako pomembno, da so v bistvu prav svojo kraljico dali kot ambasadorko, se pravi, da imamo tudi kraljevsko družbo. Drugače so pa, v glavnem smo tako podobno zbirali, so ljudje v bistvu iz regulatornih torej agencij, iz torej akademiki, ministrstva, ja, kot sem rekla, regulatorji, potem novinarji, par je bilo tudi nevladnih organizacij, tako da v bistvu ena taka, da ne pozabim seveda centralnih bank, nekaj je tudi bilo privat podjetij, bomo rekli. Tako da v bistvu to je kar široko zastavljeno, malo to pove, da nismo čisto dobro vedeli, kako se tega lotiti, na kakšen način. Tako da en tak širok izbor ljudi. Kar mene ni presenetilo, je, da to eni so izrabili bolj za tako malo lastno promocijo, da so povedali, koliko so fajn, pa kaj delajo, pa katere knjige so napisali, pa tako naprej. Na srečo smo bili omejeni na 4 minute na državo. Tako da meni je bilo v bistvu, kar mi je bilo všeč, je, da je torej komisarka povedala to, kar sta vidva napisala, kaj je vajin mišljen, boljša finančna pismenost, boljše življenje, oziroma ona je rekla finančno zdravje, boljše življenje, in da je slišala tudi to, kar se mi zdaj bilo veliko govora, res kapitalski trgi, pa privat, pa te zadeve, Jaz, ki sem pa pač iz te pozicije, sem pa rekla, da absolutno je groza poslušati te predvolilne debate, ker ljudje tudi od ABC davkov ne razumejo, javnih financ, tako da pol se je strinjala in je to tudi v povzetku in je to pol tudi poudarila, ja, seveda ljudem moramo tudi povedati, jih izobraziti, zakaj pač se plačujejo davki. Tako da zdaj, da bi pa nek aha moment doživela v tem, da bi me neki ekstra presenetili, pa moram reči, da me ni. Se kar strinjam s tabo, mislim, da je bilo veliko se je govorilo, slišalo se je ful fajn. Ne vem pa, kako to v praksi izgleda, iskreno. Čeprav sem bila presenečena, nekateri so predstavili, da imajo izjemno veliko ljudi, ne vem, 200, 300, 400 tisoč, jih izobražujejo. Te številke me malo presenečajo, glede na to, da je Slovenija tako majhna v primerjavi z drugimi državami, Ja, to je pa seveda odštetje odvisno, Saj v končni fazi, če bomo enkrat dali ko bomo dali pač finančno opismenjevanje tudi v šolo, pa če imamo po 20 tisoč veliko generacijo, pa ko bomo sešteli samo osnovne pa srednje šole, še brez faksov, pa bomo tudi mi prišli na take številke, Tako da, ja, metodologija je pomembna. Ja, saj je pobuda, da bi prišle osebne finance tudi v šolske urnike. Nekaj se sicer že dogaja, mislim, da v sklopu gospodinjstva v 5. razredu spoznavajo neke osnove, pa potem v 8. razredu ali 9. v sklopu državljanske vzgoje tudi nekaj spoznavajo, je pa to zelo odvisno. Se mi zdi, da tudi od profesorja oziroma od učitelja gospodinjstva bo ugriznil v te tematike, ker tudi same nimajo veliko znanja. Je pa res, da na nekaterih ekonomskih šolah so kar precej, ekonomske gimnazije so kar precej aktivni. Jaz sem bila ful presenečena,
ko sem šla predavati na eno šolo v Maribor, wow, imajo še celo predmet zavarovalništvo. To me je to res wow, ful dobro. Ker o zavarovalništvu ne govorimo, o zavarovanju svojega premoženja, zdravja, življenja ne govorimo, ker to je malo bolj tako. Mogoče ni toliko seksi ali pa privlačno, večinoma govorimo o ustvarjanju premoženja, ne odgovarjamo oziroma ne ukvarjamo pa se z zavarovanjem tega, kar smo ustvarili, a ne. Povej, Aljoša. Prav na tem segmentu, se pravi zavarovanj splošnih in posebej še pokojninskih, zaostajamo za Evropsko unijo, ne. Krepko zaostajamo in to je eden onih segmentov, ke upam, da ga bomo naslovili oziroma da bomo spodbudili ljudi, da začnejo razmišljati tudi o ustreznosti zavarovanj, ki jih imajo nasploh, in pa začeli razmišljati tudi o pokojninah, ne. Jaz mislim, da smo zelo podzavarovani, ko je govora o zdravju in pa ko je govora o zaščiti našega doma. Mislim, da to vsakič znova tudi na zavarovalnicah opozarjajo. Čeprav menda, da se je zdaj nekaj izboljšalo, kar se tiče zavarovanja premoženja. Avto imamo pa najbolj zavarovan, to je pa najbolj zavarovan družinski član. Okej, a gremo, jaz vse vabim, da nam pišete tudi postavite vprašanje, bomo sproti odgovarjali. Zdaj zaenkrat je postavil vprašanje Klemen, če bo Interactive Brokers tudi ponudil INR, individualne naložbene račune. Aljoša je že odgovoril, zaenkrat še ne. Jaz mislim, da je tukaj tudi kar precej zakompliciran za te tujce, ker morajo zelo veliko stvari prilagoditi, zato da sploh ponudijo INR, tako da vprašanje, če se bojo te tujci odločali za INR, recimo Trade Republic, Interactive Brokers, tudi konec koncev Optim Trader, ki v bistvu uporablja platformo od Interactive Brokers. Tako da, Aljoša, imaš ti še kakšne informacije? Ne, nimam informacij, je pa to, kar ste omenila, je pač realen problem, ne. Tukaj tisti, ki imate Interbroker pa katero drugo aplikacijo, na videz deluje to kot neki enoten trg kapitala, ne, ampak ko se pa konec leta začne izpolnjevati davčne napovedi za dividende, takrat pa odkrivamo, koliko je v resnici kompleksen in zapleten ta evropski trg, ne, recimo. In svetovni na splošno, ampak evropski posebej. Tako da, se pravi, jaz upam, da bomo se pomaknili v tem projektu tudi malo naprej k temu enotnemu trgu. To je tudi del opismenjevanja, ne, se pravi, znati je treba oddati davčno napoved za dividende, za kapitalske dobičke. Mislim, je pa kar velik problem, ker ti ponudniki ponujajo različne oblike teh poročil. Imam pa eno insajdersko informacijo, ne vem, če bi jo povedala. Trade Republic dejansko bo ponudil tudi CSV datoteko, tako da se bo dalo malo lažje te stvari urediti, ne. Je pa še zmeraj, se mi zdi, oddaja davčne napovedi je muka. To je težko opravilo. Ne vem. Samo ne bi v Evropski uniji ne bi smelo biti, ne. Ne bi smelo biti, ampak je. Zakaj bi bilo v življenju vse simpel, a ne? Saj poglej, glej, zamaški. Zakaj bi mogli, a ne? Vse je bilo treba zakomplicirati. Skratka, kje smo zdaj? Kam gremo zdaj? Na katero tematiko bomo zdaj, v kaj bomo ugriznili najprej? Kaj bi želeli? Ljudsko obveznico, individualne naložbene račune, Vzajemno, slovensko borzo, a gremo še malo preveriti javne finance? Saša, boš ti kaj povedala o javnih financah? Ja, jaz lahko govorim zelo dolgo o javnih financah, samo to ljudi ponavadi ne zanima, ampak se mi vseeno zdi, no, tako, če mene vprašajo, zakaj bi morali poznati ljudje javne finance ali pa katere stvari bi res nujno rabo vedeti o tem. Ena, javne finance so ful pomembne. Zakaj? Zato, ker gre to pa mene preseneti, kamorkoli pridem, s tem začnem. Ajde, koliko mislite, da gre preko javnih financ? Torej, koliko BDP-ja gre vsako leto v Sloveniji preko javnih financ? Če je tle kakšna varianta, da malo počakamo, če bi kdo ugibal, ali to ne bojo? Vprašanje, če bo kdo ugibal. Ne bojo, Prelepo vreme je zunaj. Zakaj so pomembne? Zato, ker gre skoraj polovica BDP-ja, a ne, gre preko javnih financ, a ne. To ljudi ponavadi tako kar preseneti. Poleg tega, da gre toliko, se pravi skoraj pol slovenskega BDP-ja, zaposlujejo v bistvu 20% delovne sile, kakorkoli obračamo, a ne. In zato, ker seveda pač vplivajo na naše življenje, kakorkoli že obračamo.
In kar bi nujno vsak moral vedeti o javnih financah, je, da to ni samo državni proračun, ampak vsaj 4 blagajne, da bi moral vsak znati našteti, a ne. Torej državni proračun, občinski proračuni, pa zdravstvena pa pokojninska blagajna. To je res tako basic. Pol druga stvar, ki se mi zdi, da bi bilo ful fajn vedeti, ker ljudje govorijo evropska sredstva in da to je nekaj, ki pade z neba, ne pade z neba. Evropska sredstva so sredstva, za katere mi najprej plačamo v Evropo, zato da jih potem po posameznih programih dobimo nazaj. Recimo, to se mi zdi tudi ful pomembno. In pa tretje, to pa tudi ne bom nič novega povedala, ampak javne sredstva ali pa javne finance so seveda omejene in da je seveda odvisno od tega, koliko davkov plačamo, koliko imamo na drugi strani pravic, a ne te davki, ki jih plačamo, jih ne damo tam nekam zato, da so, ampak zato, da pač nekaj imamo. Seveda, da želiš, ko daš iz svoje denarnice državi denar v upravljanje, želiš, da ga upravlja čim bolj učinkovito. Zato mi imamo tudi v javnem sektorju tudi te tečaje, to vse laufa. Javni uslužbenci, vodilni javni uslužbenci, funkcionarji, nas morajo vsi poslušati, javne finance, učinkovita poraba in tako naprej. In ker je od tega pol pač odvisen, bomo rekli, temu rečemo družbeni dogovor, a ne, če damo neko dodatno pravico, če damo potem dodaten prispevek, dodaten davek, a ne, je to je vse pač povezano. Tako da mi smo v ta namen že pred leti, imamo spletno stran proračun.gov.si, kjer lahko vsak v Sloveniji spremlja v živo za en dan nazaj, kaj se dogaja s temi javnimi financami. Se pravi, da ni to nekaj abstraktnega, ko poslušaš tisti en mesec v parlamentu, ampak da res lahko pogledaš, koliko iz DDV-ja, koliko iz trošarin, koliko iz tega, kaj se porabi. Tako da to imamo in osvežujemo to spletno stran, kar se mi zdi pač zelo pomembno, dejansko lahko ljudje vidijo in ne samo to. To je ena blagajna. Jaz bi upala, da tisti, ki so bolj osveščeni uporabniki, da poznajo tudi spletno stran e-ZPIZ, kjer lahko vsak zase gleda, kakšna bi bila njegova penzija, a ne se pač glede na trenutno zakonodajo se tisto vse preračunava. In pa tudi ta e-zvem, se pravi, tudi to je za vsakega posebej narejeno, greš z digitalnim certifikatom pogledat, zato da vidiš, da v zdravstveno blagajno ne samo plačuješ, ampak da tudi vidiš, koliko stane tvoj pač tale zdravnik družinski vsak mesec, koliko je zobrca vzela in tako naprej. V glavnem, to se mi zdi, da je tisti minimum in da ne bom zdaj tle res preveč nakladala, a ne, ampak ljudje davkov ne plačujejo radi, to nam je res jasno. In potem smo pač v tem času prišli do tega, da če bi pa bilo vse nekje napisano, tako narisano v eni jasni infografiki, zakaj vse se porablja javni denar, a ne, da bi pa mogoče vseeno ljudje dobili občutek, da nekaj dobijo tudi nazaj. No, in v bistvu, da rečem, te 3 spletne strani so sigurno temu namenjene, da se to pač lahko tako dost, se mi zdi, preprosto spremlja, pa da je tako preprosto tudi dostopno. A sta vidva že izračunala si vajino informativno penzijo, ki jo bosta dobila, ko se bosta upokojila? Jaz to vsak let, ker se to vsako leto, a ne, spreminja, jaz to vsak let grem na kalkulator, pa si izračunam, seveda. Sicer zdajle, ko smo pokojninsko reformo sprejeli, je to zdaj vse spet padlo, tako da te številke zdaj niso več relevantne, ker do zdaj je šlo 24 najboljših let v penzijo, zdaj bo šlo pa vseh 40 minus najslabših 5, ampak tako bojo pač, sem prepričana, na ZPIZ-u, če še niso pač tudi tole formulo prilagodili, tako da bomo spet lahko tole spremljali. Ja. Jaz bolj kot obvezni del se ukvarjam z vplačili v dodatno pokojninsko zavarovanje, ne. Tako da ta del pogledam temeljito vsako leto. To zato, ker si pač verjetno varčuješ za dodatno penzijo, a ne, in dobiš izpisek, si predstavljam, ne, in pogledaš. Ne, se moraš preinformirati, ne, da veš, koliko doplačati lahko, ne. Smiselno doplačati, če želiš to narediti, ne. Ja. A to imate v sklopu ekonomske fakultete ali kako? A sam si se odločil za ponudnika? Na Ker splošno javni sektor ima modro zavarovalnico, Ja. ne? javni sektor ima, javnemu sektorju delodajalci vplačujejo en majhen znesek, majhen znesek je majhen, ampak Majhen je. pomemben, ampak dodatno pa ima vsak posameznik možnost še dodatno vplačati do nekega zneska, ki se potem torej mu šteje v davčno olajšavo.
Tako da je poln znesek, ki ga vplačaš sam tam, plus da dobiš tisto, kjer je dohodninski razred, ampak lahko kar pomemben znesek takoj nazaj. Mene pri teh pokojninskih zavarovanjih moti to, da ni povsem transparentno, da ne veš, kam gre tvoj denar, ker ne razkrivajo svojih naložb, tudi svojim strankam ne razkrivajo. Mislim, da je samo ena pokojninska družba, ki popolnoma transparentno razkrije vse investicije, pa pri nas, ne. Tako da to me moti, plus to moti me, da pač denar je zaklenen in da ne moreš do penzije priti do tega denarja. Mislim, zato Ampak je verjetno z razlogom zato to je pa to narejeno, pokojninsko iskreno. zavarovanje, pa ima malo drugačno obravnavo, a ne, tako da je namenjeno pač čim bolj temu, a ne. Je, namenjeno je temu varčevanju za pokojnino. Če bi leta 2011 ali 2014, ko se je spremenila zakonodaja in so ljudje imeli možnost vzeti v enkratnem znesku denar, in smo takrat preverjali, zakaj so denar porabili, in so res za vse živo, za nove dnevne sobe. En je šel letet s helikopterjem, tako da denar za pokojnino je bil porabljen za vse drugo, samo za pokojnino ne. Tako da No, tukaj je odgovor na tvoje vprašanje, plus da je odgovor tudi na to, zakaj smo mi danes, tudi zakaj Evropska unija dela proces finančne pismenosti. Ta doba zaklepanja je seveda na različne načine pomembna. Podobno dobo zaklepanja imamo v resnici tudi bomo imeli pri INR-ju, sicer s fleksibilno možnostjo izstopa, ampak de facto je mišljeno, da bo pač noter denar vsaj 15 let. In nenazadnje tudi pravzaprav z ljudskimi obveznicami, ne, tam smo pa na precej krajše obdobje zaklenjeni noter. mislim, se nisi zaklenjen, ljudsko obveznico In lahko tukaj na v bistvu- borzi prodaš kadarkoli, ne. Ful se je ampak tudi pravim, trgovalo z ljudsko obveznico, ne. ja, ampak so opcije, ne, ki jih imamo od zelo mehkih do zelo trdnih, ne, tako da v bistvu vse je potrebno, po mojem. No. Ja, jaz mislim, da tudi ljudje mogoče, ta penzija, nekako smo odraščali v tem duhu, da bo država poskrbela za nas. Meni se zdi, da moramo pozabiti ta mindset, mogoče to, kar smo podedovali od naših starih staršev, zaradi tega, ker dejansko bo treba res varčevati za dodatno pokojnino. In ko jaz delam te razne delavnice, vedno vprašam ljudi, zakaj pravzaprav varčujejo, ne. In prvi na seznamu je pač ponavadi strah pred povišano inflacijo, tam na enem tretjem mestu, četrtemu je pa penzija, ne. Vmes so še stanovanja, pa druge stvari, potem pa penzija, ne. Se pravi, ti misliš, da bi pa mogli v bistvu malo več delati na tem, da osveščamo ljudi, da je potrebno varčevati za pokojnino? Jaz mislim, da ja, kadar govorimo o teh temah, vedno pokažem vsakoletni poročilo OECD-ja, ki kaže, kolikšen del neto plače, ki jo posameznik prejema, bo potem imel na koncu v pokojnini, ne. In ti zneski, ti odstotki so relativno majhni. In posebej so ti zneski relativno majhni za one, ki imajo višje dohodke. Tako da, Pa se ima še omejitev navzgor. Se pravi, to je tudi mogoče ni najbolj fer, no, če smo čisto iskreni, ne. sej, ampak saj se zdaj kdo sliši, ampak šok za te ljudi bo večji kot za povprečnega varčevalca, ne. Tako da Res je, ja. Mislim, če bo finančno pismen, če bo vsako leto si izračunal, koliko penzije bo dobil, potem tak šok ne bo, ko bo vedel, a ne. ja, samo v praksi Ja, moje mislim, opažanje seveda. je, Procent razpoložljivega glede na zadnjo plačo ali pa karkoli je pa razlika, seveda. Ker penzije pa navzgor so omejene. Prispevki pa niso, a ne. Ja, ja. Kaj pa si mislite zdaj o tem dogajanju? Dobro, ne bomo zdaj komentirali politiko, ampak zelo veliko se govori o vseh možnih ukrepih, ki jih bo nova vlada oziroma določene stranke sprejeli, od tega, da bodo davčno razbremenili plače, ukinili vse možne davke, obdavčitev premoženja zdaj kar odpade, to sploh ni več v igri. Kaj si mislite o tem? Ti imaš zelo dober vpogled v javne finance, Saša, mogoče lahko ti kaj poveš na to temo? Mislim, jaz res ne smem gledati predvolilnih soočenj. To je pravilo številka 1, zato ker enostavno ne zdržijo ene kritične presoje. Stanje je seveda takole. Mi imamo v tej državi polno zaposlenost, pa imamo v bistvu gospodarsko rast, pa bomo zdajle dobili objavo, da smo imeli lani pač približno, mi računamo ene 2,5% BDP primanjkljaja v javnih financah, a ne. Se pravi, isti hip ali pa vse te stranke, ki razlagajo, kaj vse bojo ukinile pa znižale pa tako naprej davke, potem to pomeni ali da bojo morale na drugi strani znižati tudi porabo, a ne, se pravi ukiniti neke pravice,
ali pa B, da bojo pač morale, ne vem, sploh ne vem kaj, ker več kot toliko se ne bo dalo v bistvu zadolževati, zato ker mi imamo fiskalno pravilo, ki vsako državo, glede na to, kje je z javnim dolgom, omejuje. Tako da res te razprave, ukinili bomo te davke, se pravi zmanjšali to, razbremenili. Na drugi strani pa te isti ponavadi obljubljajo, pa to, pa to, pa to, pa to se bo še financiralo iz javnih sredstev. To je una osnovna matematika, ki se ne izide. Zato so recimo meni na tem področju so carji Nizozemci. Oni imajo fiskalni svet, ravno tako kot mi, s tem, da njihov fiskalni svet pa prav v bistvu vsaka koalicija, preden podpiše koalicijsko pogodbo, jo da preveriti fiskalnemu svetu, zato da bi on ravno take lepo razprave, a ne, koliko bojo šli davki gor, pa koliko bo šlo vse porabe dol, da to oni enostavno prekrižajo, ker rečejo, da pač to ne gre, a ne. In je zato v bistvu tole pač, ko poslušaš, je res težko. In zdaj imamo pa še dodatno, a ne, mi smo kot država ene strukturne reforme zdajle naredili tudi na področju, ki vplivajo na javne finance. Tukaj so in plačna reforma, in dolgotrajna oskrba, in pokojninska reforma, sigurno take. In zdaj tudi eni razlagajo, da bojo to vse ukinili, tele prispevke za dolgotrajno oskrbo za recimo, ne vem, upokojence, pa za espeje, pa tako naprej. To je pa v bistvu tudi neposreden poseg v ene reforme, ki smo jih mi zdaj prodali, za katere smo dobili denar iz Evrope, a ne. Tako da, če bi šli še v kakšne res take ukrepe, pol pa to še dodatno vse skupaj poslabša, no. Tako da tole predvolilno, mislim tako, jaz sem to itak tudi že enkrat rekla javno, da so predvolilna leta javnim financam zelo neprijazna, a ne, ker a ne, se več daje kot povprečno, a ne. In potem pač račun na koncu vedno pride račun, a ne, tako da tlele matematika je pa tukaj zelo, zelo jasna. In vse te ideje raznih tudi strank, a ne, da če bomo pa ustrezno znižali davke, bomo pa ne vem koliko več pobrali, to se je vse, tudi imamo že prakso, da se pač izkazalo, da to pač ne dela, no. Tako da. Tlele z nas je opozoril en gledalec, da se vaju malo slabše sliši. Če lahko malo date na glas mikrofon. Niko? Jaz imam Max. Jaz sem tudi zdaj dala na Sicer Max. tudi, da jaz vas slišim zelo dobro, tako da Jaz tudi zelo dobro slišim, nimam nobenih težav. Kaj pa ti jaz- praviš, Aljoša, na vse jaz hočem skupaj? reči, da jih vidimo, ne, kako bodo, ne. Ker zdaj je polno leti o nekih obljub, ki so seveda po mojem večinoma fikcija, ne, ker tisto, kar in politiki in tudi mi kot poslušalci pravzaprav ne želimo slišati, je to, da če bomo želeli pač zmanjšati proračunski primanjkljaj in vse ostalo, bo treba zarezati nekje v neke pravice, ki so se na neki točki verjetno preveč razpasle, ne. Tako da Ja, se strinjam s tabo. Mislim, da sem pred kratkim, naredila sem anketo na LinkedInu, mislim, da je na 1000 ljudi odgovorilo. Moram prav pogledati, ker sem spraševala, če se ljudem zdijo politiki finančno pismeni, pa mislim, da je tako bilo 80%, pač, da niso finančno pismeni. Ker zelo veliko se govori o kaj vse, a ne, ampak potem, ko so pa konkretna vprašanja, ali boste odprli INR, sploh ne vejo, kaj INR je, ali a ste investirali v ljudsko obveznico, je bil odgovor ne. Potem pustimo tisto SBI top, pa kako je vlada zaslužna za rast tega indeksa, na plus dobičke slovenskih borznih blue chipov. Kaj ti praviš, Aljoša, na vse skupaj? to so povsem neprimerne izjave, no, to nima nobene veze, to je, jaz ne vem, v kateri šov to sodi, ampak take sorte debate ne bi smele imeti mesta, no, v javnem diskurzu, no, po mojem, ker so popolnoma off. A to vezano na borzni indeks? Indeks, ja. Ostalo pa je pa samo še en dodaten razlog, zakaj smo mi tukaj pač se spustili v tole finančno opismenjevanje, biti ambasadorji, zato ker je problem tega, da morajo ljudje tudi poslušati politike pozorno, kaj govorijo in kaj obljubljajo, zato da jih potem lahko držijo na kratko enkrat v prihodnje. Tako da to, plus da tudi sami politiki, kolikor smo videli, jim ti pojmi niso jasni. Tako da tudi pri njih moramo narediti
en korak naprej. Ampak to imamo že kar dolgo časa, ko spremljamo politike. Praktično noben politik ali pa vlada, kakorkoli ne, niso naredili veliko za finančno pismenjevanje. Tukaj pa moramo biti pošteni, da pa tukaj je bilo pa vse nekaj narejeno, no. Pač tudi konec koncev sprejet je bil nacionalni program finančnega opismenjevanja lansko leto, 3 ljudske obveznice, INR, tudi konec koncev delnica Vzajemne, a ne, plus pobude, da bojo pač neki novi IPO-ji se zgodili na Ljubljanski borzi. Jaz sem imel bolj parlament v mislih, ne zdajšnjo vlado. To, kar si naštela, to so nesporni uspehi. Sem tudi večkrat povedal, da je tako. To vse pohvale, da so se končno vse te stvari naredile in tle je treba dati kapo dol. Objektivno. Saša, boš ti mogoče kaj dodala tukaj? Ja, ne. A so politiki finančno pismeni? Jaz sem uradno politika, ne, tako da zdaj, če ste vidva pohvalila, potem, pohvalila delo MF, potem sem lahko samo vesela, ker dejansko vse to, kar si Marja povedala, je pač res, a ne, in to še ni vse, a ne, kot sem že tudi na začetku omenila, cilj je, da pride ta predmet, finančno opismenjevanje, tudi v šole, v osnovne in srednje šole, po 35 ur teh učnih vsebin. To je bilo tudi del tega, kar sem že prej omenjala, načrta za okrevanje in odpornost. To je v bistvu ene vrste tudi tale šolska reforma, sprememba raznih kurikulov, sicer bolj v smer zeleno pa digitalno, ampak zdaj, ko smo pa v tem istem času prišli, smo dali pa še tele vsebine noter. Tako da v bistvu prav zdaj razni strokovni sveti, tu bo Aljoša bolj povedal, kako je imeti tem telesom, a ne, dejansko zdaj meljejo te vsebine in kaj bo šlo noter. Seveda je pa to tudi šele pol prvi korak, ker preden lahko ti to v šolah predavaš, rabiš pa tudi učitelje naučiti. Tle pa bi pa vseeno omenila tudi ta projekt, ki ga imamo, Bodi fin. To je pa projekt Ministrstva za finance in Banke Slovenije, ki pa tudi vabimo učence, dijake in njihove mentorje in jim razne stvari predstavljamo, a ne, in dejansko pol tudi izobražujemo te učitelje, ker tako, kot si pač rekla, v končni fazi je to odvisno od učitelja in koliko učitelj zna in koliko se potrudi in na kakšen način pač to nekomu prikaže, a ne. Tako da tukaj sem jaz res vesela, jaz v to finančno opismenjevanje verjamem, se ga tudi sama grem res že 30 let skozi, a ne. In da je pol zdaj, da bo to prišlo tudi v šole, se mi zdi zelo pomembno, no. Prav te dni se je formiralo eno telo na Ministrstvu za šolstvo za oblikovanje teh kurikulumov, no. Tako da dejansko se stvar premika naprej. Jaz se spomnim, pred leti je bil največja ovira ravno Zavod za šolstvo, tako da tukaj očitno je Zavod za šolstvo mogoče malo popustil ali pa so odstranili eno gospo, ki je bila največja ovira. Jaz bom kar iskreno povedala, jaz sem imela s to gospo kar nekaj opravka, mislim, da Saša ti na tistem dogodku, ko sem jo gostila, ne. To je bilo pred leti, ti si rekla 6-7 let nazaj, da je bilo to, ne. Je bila ena gospa, ki je dejansko blokirala vse, karkoli je bilo vezano na finančno opismenjevanje, tako da to je kar velika pohvala, da ste Zavod za šolstvo v bistvu nekako angažirali, da grejo v to smer, ne. Zavod za šolstvo je tukaj odzadaj za tem, tako da jaz mislim, da so se stvari zdaj malo premaknile naprej, ne. A lahko komentiram tukaj Lahko, eno ja. vprašanje? Vem, da te muči že cel cajt. Aljoša, oprosti, res, jaz Marijo odlično slišim, tebe pa res slabše slišim, no. Ampak dobro, če si na maksimumu, pol je to. Na maksimumu. Pa se moraš pa bolj dreti. Ja. Z razlicem. Moram bolj dretno, sej. Tlele imamo v chatu je vprašanje INR je slab, ne kot ideja, ampak zaradi ponudnikov, ki zaračunavajo preveč stroškov. Poglejte, za ti produkti, ki smo jih danes omenjali, te oblike naložb, ki smo jih danes omenjali, niso za vse primerne za vsakega. Nekomu, ki je vešč trgovanja preko IBKR-ja in ki je vešč, ko pozna davčne obrazce po celi Evropi in ki zna nekoliko teh formatov za izvažanje oziroma prenos podatkov, temu ni problem. Za take ljudi določeni produkti so manj primerni. Ampak mi imamo na drugi strani 29 milijard na bankah, kjer so te vloge skoraj neobrestovane. In to so ljudje, ki pa
rabijo neko spodbudo, neko regulacijo in magari administrativni suport, kot bo tukaj pri INR-ju, ne smemo zanemariti, pomemben, zato da lahko premaknejo ta denar iz bančnih, neobrestovanih ali pa nizkoobrestovanih vlog v te v bolj tvegane oblike in potencialno tudi bolj donosne. Tako da jaz gledam to kot na spekter, ne, in ta se mi zdi, INR je v tem tukaj pač en spekter bo pokril, ki ga morda sicer ne bi dosegli. Je pa tudi vprašanje, kdo ima denar na banki, 29 milijard, ki niso nič obrestovani. Nula dobijo na banki, a ne, in vprašanje, ali so pripravljeni sprejeti tveganje, a ne, se pravi z nakupom različnih drugih inštrumentov. A ne, si No, predstavljam, da veliko lažje kupijo neko nepremičnino ali pa zlato, kot pa kupijo recimo ljudsko obveznico, ki je zdaj saj aktualna. ljudska obveznica je recimo prvi tak korak naprej, ne, ki nekoga, ki je pač, mu je potreba po varnosti primarna zadeva, ga lahko premakne iz nizko obrestovane vloge ali pa neobrestovane vloge v ljudsko obveznico, kjer bo dobil 2,6 %. Seveda za nekoga, ki je vajen tradenja na vseh svetovnih borzah, je donos nizek, ampak ni pa za vse nizek, ne. Mogoče tukaj vseeno samo še eno zadevo dodam. Mi smo naredili na Money House, smo secirali stroške ponudnikov INR, smo naredili pogovore s ponudniki, hkrati pa tudi s KDD-jem, klirinško depotna družba. Mislim, jaz nisem nikoli slišala, da bi tako v bistvu secirali neke take stroške v detajle, tako da tukaj gospod iz KDD-ja super pojasnil, zakaj so stroški taki, kot so. A ne? Pa tudi ekonomija obsega, a ne, pač drugačne gre, a ne. Pa zdaj, ko si pa omenil, vseeno se mi zdi tudi pomembno, da mogoče vseeno povemo, ljudska obveznica, a ne, ti si rekel, da 2,6 % prinaša na letni ravni, 3-letna obveznica. Jaz bi pa tukaj vseeno tudi opozorila, da pa pač je pomemben tudi aspekt inflacije, 2,9 % je trenutna, če pogledava na statističnem uradu, tako da tehnično gledano z ljudsko obveznico ne pokrijemo inflacije, a ne. Zdaj, kaj se Ja, bo pa z inflacijo dogajalo v 3-letnem obdobju, ključno vprašanje. No, tukaj pa tudi ne veva, zaradi tega, ker ne vemo, kaj se bo dogajalo na Bližnjem vzhodu. Ona lahko eskalira. jaz se strinjam, ampak če imaš ti na banki po 0 %, imaš na leto izgubo 2,9 %. Če imaš pa ti v ljudski obveznici, imaš pa na leto izgubo 0,3 %. To je Res je. Je velika razlika, je velika razlika. S tem, da moraš upoštevati pač, ja, ta akt nakupa ljudske obveznice, odpiranja INR-ja, upoštevanja vseh stroškov, mogoče malo bolj kompleksno za tiste, ki pač niso vešči vseh teh zadev, ne. Zdaj, tule dobivamo še naprej komentarje. Ta drugi komentar je pa, da je INR odličen, edina dobra stvar, ki jo je ta vlada sprejela, edina dobra, Saša. Stroški na INR so zanemarljivi v primerjavi s tem, koliko prihraniš na davkih. Ne, to je vse res, stroški žal niso zanemarljivi, pravi zdaj en drug, ne, tako da imamo zdaj okrog teh stroškov. Bi pa vseeno mogoče Aljoša pa in Saša, tlele se mi zdi tudi pomembno, glede na to, da smo prej govorili o pokojninskem zavarovanju, je tukaj en izpostavil, en gledalec, da pač je pomembno ločiti individualna in kolektivna zavarovanja. Je zelo pomembna razlika, je pa res, da je večina v kolektivnih zavarovanjih, mislim, da 95, če ne 98 %, individualnih polic je sklenjenih zelo malo, pri individualnih policah pa dejansko res lahko izplačaš kadarkoli, a ne, tudi ne rabiš čakati, da se upokojiš, ne, tako da to je tudi kar pomembna stvar. Od rabimo spekter teh zadev, ne, od takih, kjer je izstop zelo težek, do takih, kjer je izstop zelo lahek ven. Vse rabimo to, ne. Tako da je treba gledati to kot na spekter, ne. Res je. A vidva, a se odločila glede samega individualnega naložbenega računa, bosta odprla ta račun? A ste že Jaz ta naredila domačo nalogo? jaz ta trenutek domače naloge še nisem naredil, jo bom pa v prihodnjih dneh, predvsem zaradi otrok. Se pravi, bi varčeval za otroke v sklopu INR-ja? Drugače tako, da pač saj veš, tista omejitev 20 tisočakov velja za prvo koledarsko leto, tako da imamo samo do konca leta čas, da položimo teh 20 tisočakov. Če boste račun odpirali decembra, imate samo en mesec čas, da izkoristite ves ta maksimum v prvem koledarskem letu odpiranja računa. To se mi zdi, da se absolutno premalo govori in opozarja ljudi. Če imaš zdaj ti 2 otroka, pa recimo, da sta 2 pač starša, a ne, to so 4 člani krat 20, sva že na 80 jurjev, a ne, v prvem koledarskem letu. To je pa kar ena velika številka že, ne?
Ja, to je absolutno velika številka, seveda. Se pravi, zato ni samoumevno, da bomo vsi odpirali INR-je za vse potrebe. Daleč od tega, ampak v nekaterih zadevah jaz, sem prepričan za to, da ima otrok neki sklad nekje pri kraju, če so starši v stanju, da to lahko oblikujejo, je to krasna oblika, ne. Tam verjetno tudi ne bo šlo za pogosto trgovanje, ne. Lahko, da ja, ampak jaz si Lahko. mislim, da ne, ne. Pač Saj so tudi opozorili, v bistvu te ponudniki teh INR-jev, da prepogosto trgovanje se rezultira v višjih stroških in potem potencialno v nižjem donosu, tako da mogoče pasivna strategija tukaj ni tako slaba, no. Odvisno, no, zdaj odvisno, če ne, imaš pa dividendno donosne delnice, a ne, je pa druga zgodba. a lahko samo še en detajl tukaj povemo? Jaz sem zdaj v teh dneh večkrat slišal, ne, ljudje mislijo, da bo vlaganje upravljal za njih borzni posrednik, ne, torej ponudnik, INR-jev. Ma to ne drži, to boste mogli enako sami upravljati, ne, kot na navadnem trgovalnem računu v bistvu, ne. Ja, se to piše na čisto vseh, pri vseh brokerjih je ta prva stvar, da pač ne, da oni niso finančni svetovalec. To piše jasno, je pa še en drug varianta, a ne, imaš pa možnost gospodarjenja, kar pa pač Ja, ponujajo nekateri ponudniki, to pa pomeni, da v bistvu oni upravljajo namesto tebe. Se in pravi, ti seveda, kupiš eno košarico in potem v košarici imaš pa ne vem kaj, ne. eno dobro primerjavo sem še hotel dati, prej mi je ušla iz misli, poglejte, kadar, ke si je nekdo rekel, da ja, da so stroški visoki in tako naprej, ne. Za nekoga, ki nima teh veščin, ne, isto, ko gremo na fitnes, ne, ali pa kam drugam, mi plačamo trenerja. Zakaj? Zato, da se ne poškodujemo, ne. Seveda ne bo trener za nas zastonj delal, enako je tukaj, ne, pač za nekoga, ki ni tega vešč, je to ena od možnih oblik, ki mu bo pomagala narediti naprej, ne. Saša, a boš ti tudi odprla INR? Jaz sem kakor, nisem še tam, ampak glede na to, da v bistvu vse te produkte in to, ke pač, jih damo na trg, da pač, če verjameš vanje, potem pač moraš iti tudi noter. Sem prepričana, da bomo tudi to pri nas doma odpirali. Nisem pa zdaj še naredila domače naloge, imam zdajle še kar veliko drugih stvari, pa je nekaj še časa, tako da absolutno pa sem za to, da se izkoristijo pol take priložnosti. Tele INR-je in te drugačno davčno obravnavo in tako naprej smo dolgo časa čakali. Jaz lahko tudi čeram, kje je moj ključni problem tukaj noter. Jaz sem v postopku sprejemanja tega zakona poslal pobudo, da bi se, tale skrajni rok 15-letni v bistvu prilagajal ob prvem vstopu tistim, ki smo preko določene starostne meje. Ker namreč jaz sem toliko star že, da, če začnem zdaj in čakam 15 let, bom verjetno nekaj let, kjer bi si želel nekako pokojnino zagotoviti, ne, pol, v navednicah zamudil, ne. Tako da zato je ta izračun malo bolj kompleksen pri nekomu moje starosti kot pri mlajših ljudeh. Ja, ma Aljoša, Um. 15 let boš kar še delal, tako da ti kar odpri. Jaz tudi sploh. Ti si Ne, malo optimističen, ti boš po moje tam do 80. leta na faksu. Profesorji, ni ne, problem. ne, in jaz nisem zagovornik tega, jaz sem zagovornik, da pač ljudje tukaj na fakulteti, v mojem poklicu generalno oddelamo, do kjer smo sposobni biti ostri v mislih in potem gremo, ne. Svaljkanje meni ni blizu. Je Ja, ja, veliko saj, zanimivejših stvari v življenju kot samo svaljkanje po faksu. ne, pa saj kar nekaj malce starejših profesorjev. Jaz sem imela enega ful, ko že bil skoraj, ne vem, 80 let, Arhar, ne, že zdavni, ne. Arh, On je bil arh. Ar, Arh, ja. Za statistiko, ne. Ja. No, evo, vidiš. Okej, kje smo zdaj ostali? Kaj pa ljudska obveznica, a je tukaj še kaj takega za povedati, vezano na ljudsko obveznico? 3-letna, Meni se zdi, da 2,6 %. so se prijele, zdaj pač tretje leto zapored, da ne imajo tudi tole, davčni odpustek, a ne. Zdajle, ne vem, sicer letos, koliko je zdaj, tretji dan danes, a ne, tretji dan, ke se vpisujejo, obe dve leti je bilo po tistih 250 milijonov, tako da jaz mislim, da tisti, ki to spremljajo, da so to zdaj nekako že zapopadli, da tule ni tudi res nobenih skritih pasti pa ničesar. Te obresti hodijo na vsako leto, ne vem, tam sredi februarja pač pridejo tiste obresti, drugo leto bo pač tista prva glavnica, tako da jaz mislim, da tule
če smo imeli tle tudi za nek strah zapregnata, ne, še iz unih časov NKBM, dobro, tisto so bile delnice, pa za une NLB-jeve oziroma podrejene obveznice in tako naprej. Se ne, da je to neposredno primerljivo, ampak pač eni ljudje, ki so enkrat probali, pa so se opekli, pa pol niso več hoteli, ampak v bistvu se mi zdi, da to je pol zdaj tudi en tak dokaz, da je bilo vse tako, kot je bilo rečeno, da ni bilo nekih skritih pasti, stroškov, česarkoli, a ne. Tako da jaz mislim, da to je ena taka, bomo rekli, kar zgodba o uspehu. Država bi se lahko na 3 letih, a ne, ker so 3-letne obveznice, zadolžila tudi ceneje, a ne, tako da v bistvu tle da dejansko eno premijo ljudem, tako kot smo že na začetku rekli, a ne, da bi raje kakor na one prazne bančne depozite, da pač tlele investirajo v bistvu državo, se pravi visoko kvalitetnega izdajatelja, a ne, in da dobijo v bistvu praktično netvegan boljši donos, tako da to se mi zdi, da z tega, a ne, Aljoša, z nekega učnega vidika se to pač res da lepo razložiti in v praksi dokazano, tako da v bistvu to se mi zdi, da je tak primer dobre prakse. Saša, mogoče bi povsem tukaj lahko še omenila v sklopu NOO-ja, se pravi Načrta za okrevanje in odpornost, da velja ta davčni ščit za določena leta in da po letu 2026 tega davčnega ščita ne bo več. A sem jaz prav informirana? To pa nima veze z NOO-jem, ker NOO je Načrt za okrevanje in odpornost, ko so ga države naredile med korono in katere ukrepe in reforme bojo sprejele, da bojo bolj odporne, in ta program se letos konča. Čist malo si zamišljala, ker so bile pa obveznice prvič izdane takrat po tistih poplavah, pa tako naprej, a ne, se je pa štelo, da bojo v bistvu tudi za financiranje teh popoplavnih ukrepov porabljene, in zato so bile v tistem zakonu za zagotavljanje finančnih sredstev za to popoplavno obnovo, to je bil pa v bistvu sklad za odpravo, sklad za ne vem kakšno Slovenijo. In v bistvu iz tega naslova je bila ta davčna amnestija v bistvu vezana na prva 3 leta, tako da za letošnjo obveznico, za letošnjo ljudsko obveznico bo še vedno to isto veljalo. Upam, da sem to zdaj jasno povedala. Ful si jasno povedala. Ampak za naslednje leto se pa spreminjajo pravila igre in pri INR-ju in pri ljudski obveznici in pri vsem. Se pravi, tudi to je treba jasno povedati. Tako, če ne bo prišlo do neke spremembe sistemske, potem je pač ta davčna amnestija, kot rečemo, ne, veljala za te prve 3 izdaje, ki so bile v okviru, kjer je bilo to v bistvu določeno prav v tem zakonu o financiranju, o zagotavljanju finančnih sredstev za tiste avgustovske poplave. Ker se pa pol, tle zdaj ne morem nič prejudicirati ali pa govoriti naprej ali pa karkoli, ampak če bi pa recimo naslednja vlada prepoznala, da je pač ta instrument ustrezen in bi ga pa lahko dala tudi kot sistemski ukrep, da to velja za tudi nadaljne izdaje ljudskih obveznic. Ampak velja pa samo še letos 2026, za naslednje leto smo pa pač v negotovosti, ne vemo, kaj bo vlada sprejela. Se pravi, mogoče ta odpustek do 1000 evrov naslednje leto ne bo več veljal. Se mi zdi pomembno, da tudi ta faktor... Za to, ki je letos izdana, pa 3-letna, da še velja. Tako pa jaz razumem. Se pravi, da bo še potem še nadaljna 3 leta veljala. Kdorkoli bo letos kupil, pa za ta 3 leta, da bo to še veljalo. Okay. Poglejte, jaz resno mislim, da bi država tukaj mogla to, kar je zdaj, nadaljevati. Zdaj je bil vzpostavljen 3 leta, je država delala na tem, da imamo ta mehanizem teh ljudskih obveznic. In zdaj, ko zapade prva izdaja, je bilo fino, če se izda nova izdaja in se potem zagotovi en blok kapitala oziroma finančnih prihrankov, ki jih ima na voljo država, se pravi teh 750 milijonov in potem to permanentni vir financiranja. Tako da jaz upam, da tukaj ne bo prišlo do kakšnih posegov, kjer bi se pobirali majhni davki relativno in imeli bi pa velike negativne posledice lahko. Tukaj še eno vprašanje, in sicer zanima ga, da bi prosil za informacijo, od katerega datuma se šteje 15 let od odpiranja INR-ja ali od nakazila. Od odpiranja, kakor jaz vem, se šteje 15 let. Če nič denarja ne nakažeš na račun, se ti ne šteje, nimaš nobenih stroškov s tem, tako da tudi če nakažeš denar, pa če nič ne narediš, ne,
se v bistvu tudi nimaš nobenih stroškov. Tako so mi zadnjič povedali predstavniki pač borznoposredniških družb, da pač da nimaš stroškov, če ne trguješ z inštrumenti. Tako da 15 let se šteje od odpiranja, od trenutka, ko odpreš račun. Ja. Če imate še kakršnokoli vprašanje, dajte kar napisati, pa bomo z veseljem odgovorili. A se dotaknemo mogoče še malo nepremičnin in tega, kako v bistvu Slovenci iščemo varno zatočišče v nepremičninah? Zdaj se mi zdi, cene so podivjale, mislim, to kar rastejo cene, tudi poslušamo politiko, mislim, same nepremičnine se bojo zdaj gradile, ne vem, če ste slišali. Ravno danes sem tudi dobila obvestilo, da 15 milijonov je bilo investiranih v ljubljansko občino za izgradnjo javnih najemnih stanovanj plus domovov za starejše, tako da kar nekaj milijonov se bo zlil tudi tle noter v ta nepremičninski trg. A mislite, da se bo situacija kaj izboljšala, da se bodo mladi lahko kupili stanovanje? Tako malo razmišljajmo, ne? Jaz ne vidim, kako v tem trenutku. Se pravi, navkljub vsem tem obljubam, ki jih poslušamo, da bojo zgradili na tisoče in tisoče novih stanovanj, ti ne vidiš tukaj, da bi lahko mlad človek na nek način. Čakati, da vidim, kako se bodo te stvari udejanjile. Ker eno je, da rečeš, da boš, drugo je pa, kako se to potem v praksi izpelje. In jaz bi rad, da bi nek mlad človek, ki si ima zoblikovati družino, imel relativno hitro pot do tega, da pride sam do nepremičnine. Zdaj pa, ampak to ni prevladujoča filozofija tukaj, zato se jaz bojim, da na koncu bomo imeli na eni strani koncentracijo nekih nepremičnin v rokah pač finančnih investitorjev, na drugi strani bomo imeli pa še vedno problem teh mladih. Nekateri vmes bodo pa imeli srečo in bodo mogoče padli v ta najemna stanovanja. Ampak Janša pravi, da bo posameznik s povprečno plačo v obdobju 10 let lahko kupil stanovanje 30 minut stran od službe. Tako zdaj oni. Jaz se sam citiram. iz njegovih ust v božja ušesa, ne. Krasno. Super. Mislim, Ampak da vidim. jaz tudi tle, tako, no, dokler bo dokler je vsem ta centralizacija oziroma dokler pač folk, da rečem, sili v Ljubljano in tako naprej, bo težko ponudba stanovanj res sledila. To so ta pravi ukrepi, a ne, da se gre pač da se je šlo zdaj v en tak, rečem, investicijski cikel tudi na področju stanovanj, tako da to sigurno bo pomagali, nisem pa prepričana, da bo to dejansko kakšne cene, ne vem, tiščali dol ali pa da bo karkoli naredilo, no. Ne vem, katere ukrepe vse bi morali hkrati narediti, a ne, tudi mogoče res ta obdavčitev stanovanj, čeprav ki ima 20 stanovanj, potem mu verjetno tudi ni problem tistih davkov plačevati, a ne, tako da tle bi mogel po moje res narediti en paket skupnih ukrepov, da bi lahko kakšno takole politično obljubo potem tudi izpolnil. Ja, bomo videli. Ampak ja, veliko se govori o stanovanjih. Mislim, da je tudi ena od glavnih zadev, poleg seveda zdravstva, tega političnega spopada, ki ga vidimo zdaj. Vsi veliko obljubljajo. Obstaja kakšna varianta, da naslednja vlada INR-je ukine in jih spremeni v navadne trgovalne račune? Saj vemo, da nove vlade rade ukinejo dobre stvari, ki jih prejšnja vlada sprejela. Mislim, to bi bila po mojem katastrofa, no, res. Če se kaj takega naredi, pol se bo porušilo finančni, torej ta varčevalni sistem, naložbeni sistem, ki smo ga zdaj res z minimalnimi koraki prav težko dali na mizo, bo vse uničeno. Tako da kdorkoli bo v naslednji vladi, jaz upam, da tega sploh na meni ne bo prišlo, no, niti ne v diskusijo, ne. No, jaz tudi mislim, sicer tlele, jaz tukaj nimam, pač tele INR-ji niso čisto moja linija, če ne bi seveda binglala tudi v parlamentu, ko bi bilo tole sprejeto, pa bi vam zdajle postregla statistiko, da recimo je tudi opozicija podprla, ampak ne vem, zato tega ne bom prejudicirala, ampak ponavadi je tako, a ne, da pač kakšne take rešitve, če jih je podprla v tem sklicu tudi opozicija, pa če bi zdaj opozicija recimo prišla, da pol takih stvari res ne bi rušila, no. Jaz sem prepričana, da tole v bistvu nobenega toliko ne boli, da bi to šel rušiti, a ne. Jaz neke averzije proti tem računom nisem zaznala, a ne. V končni fazi je bil to prav poseben zakon, ki je to uvedel, a ne. In v bistvu so ponavadi tisti zakoni, ki, ne vem, neko
boljšo davčno obravnavo oziroma ugodnejšo davčno obravnavo za ljudi ponudijo, tisti niso zdaj, da bojo žrtev, da jih bo nekdo prišel pa da jih bo sesul. Tako da jaz se za to stvar manj bojim, kakor za kaj drugega, da bi se potencialno lahko okrog obrnili. Ja, se mislim, da so tudi ti božni posredniki rekli, da ne pričakujejo, ampak da pa vedno lahko se spreme kakšna novela zakona in da se kakšne določene postavke spremenijo. Ja, Da bi pa ukinili, pa dvomim. tako da pravice za nazaj jemlješ, potem je to že zelo hitro ustavno sporno, a ne, zato je tako, to vedno pol rečejo pričakovane pravice in ljudje zdajle so odprli, ne vem, 2000 teh INR-jev v enem tednu, zelo na hitro, a ne, in to jih bo pol tudi, jih bojo pravniki podučili, da to ne gre kar tako, a ne. Ja, v bistvu je bila kar lepa številka, 2200 odprtih INR računov, meni se to zdi kar zelo lepo, no. A skočimo mogoče malo na hitrico še na Ljubljansko borzo, potem pa počasi zaključimo to naše prvo druženje. Kaj si misliš, si pogledal, Aljoša, slučajno kazalnike za slovenski indeks SBI Top? Ja, se jih skozi gledam. No, povej malo, kakšni so kazalniki, kje smo, a se splača, se ne splača, koliko boš zrasel? Ja, to so zdaj že investicijski nasveti, bom poslušala. To ni investicijski nasvet. Torej, če pogledamo kazalnike, nekateri so res, kako bi rekel diplomatsko, niso več tako zelo nizki, kot so bili še nekaj časa nazaj. V resnici, ko primerjamo povprek, so nekateri relativno glede na kapaciteto dobička, ne, v bistvu že kar visoko, no, tako. Če primerjamo pa kakšne posebne delnice, glede na kakšne posebne parametre, tam pa sploh nekaterih jaz težko razumem, no, nekatere. Ja, se vem, o kateri delnici je govora. Ampak zelo veliko vprašanj recimo dobim konkretno za Vzajemno. Jaz bi to zdaj kupila, a ne, recimo ena moja kolegica zaradi tega, ker je ful zrasel, a ne, in se je ful denarja dalo zaslužiti. Tako ljudje razmišljajo, ne razmišljajo pa, ne vem, kakšno je poslovanje podjetja, kakšni so načrti poslovodstva. Jaz sem imela predsednika uprave na podcastu, on je bil zelo optimističen, on je rekel, da že vidi, da bojo na zeleno vejo prišli leta 2027, a ne, čeprav v prospektu so napisali, mislim, da 2028 ali v poročilu, ne vem, katerem že. Tako da, Point je, kot ta tvoja kolegica reče, point je v tem, da ona v tem trenutku nima informacij, na katere bi lahko oslonila mnenje, kupim ali pa da ne kupim. Ker izkazov poslovanja za leto 2025 še ni, ne. Tisti, ki so bili objavljeni v prospektu, so relativno stari, tako da tukaj je neki zamik, ne, in v tem trenutku reči zdaj, ja, to je ustrezna cena ali pa ni ustrezna, to bo raslo ali pa ne, je čisto ugibanje. ja, ampak to ljudje počnejo. Gledaš pretekle glej, donose, no, to je osnovna napaka, ki jo počnemo, no. Pretekli donosi niso garancije, da se bodo tudi nadaljevali v prihodnje, a ne. Ja. A se vseeno mogoče dotaknemo še malo tega finančnega opismenjevanja, strah pred izgubo, zaupanje. To si, Saša, ti lepo na začetku tudi povedala, a ne, kako si lahko preverimo, kakšno pokojnino bomo dobili, koliko stanemo mi zdravstveno blagajno, da pač enostavno, če hočemo imeti ta javni servis, da pač je treba tudi davke plačevati. Ampak tukaj se mi zdi, da največji problem je zaupanje ljudi. Kar nekako se mi zdi, ne zaupajo v marsikaj, tudi mogoče v politiko, a ne, zaradi tega, ker vidimo, kaj se dogaja z vsemi temi prisluhi in vsem, kar se dogaja v ozadju. A lahko kaj komentirava na temo zaupanja na splošno? Jaz sem zdaj dobila vprašanje glede zaupanja. Se bo tudi Aljoša, vsi bomo odgovorili na to vprašanje. Kot sem rekla, ne, ja, politiki v tej državi veliko zaupanja ne vzbujajo, a ne, in zato sem pač tudi rekla, da smo skušali na take načine, ki bi na preprost način prikazali, saj na tem področju javnih financ, kaj se dogaja pol s tem denarjem, a ne. Ni pač to, par stvari sem že omenila, ne vem, delamo tudi te two-pager, naredimo proračun za državljane vsako leto, ko je konec novembra sprejet proračun, naredimo tak letakec, pa ga damo ne vem, 20.000 kopij potem v tiste sobotne časopise na 2 straneh, da piše, kako zberemo denar, zakaj porabimo denar. Tako da pač meni se zdi, da pač kar mi lahko naredimo, da to je ena taka strokovna raven, a ne.
Zdaj, kaj vse bojo pa ljudje zamerali oziroma zaupali, si zapomnili, kaj vse bojo povezovali in tako naprej, to pa težko komentiram. Oziroma, kot rečeno, mi vsem zdaj imamo zadnjih, zdaj bo 10 let, tudi v bistvu fiskalni svet, ki vladi, kar se tiče teh javnih financ, dejansko pač diha za ovratnik in komentira praktično vsak proračunski, vsak javnofinančni dokument. Tudi oni imajo zelo kvalitetno spletno stran, pišejo zelo dobra poročila, so kritični, v bistvu do vseh vlad, tako zelo nastavljajo ogledalo. Tako da se mi zdi, da od politikov je potem fajn pogledati vse neke številke, neke analize in tako naprej, da si lahko pač vsak naredi eno svoje mnenje. Aljoša, kakšno je zaupanje? Ti imaš tudi mogoče vpogled med mladimi. Ja, ne vem, če je med mladimi pogled kaj dosti drugačen kot med splošno populacijo, ne. Imamo spet kar zajeten delež mladih, misli še vedno, da bo država poskrbela za njihovo pokojnino v pomembni meri. Potem imamo velik delež mladih, ki seveda v navednicah rečeno varčuje v kriptovalutah, ne, tudi za potrebe penzije, tako da take zadeve imamo, te bodo še prisotne. Kar se tiče slabih izkušenj, ki sem jih imel v preteklosti, glejte, če ne zaupate državi, potem imate dandanes možnost investirati po celem svetu. Zdaj, ko boste imeli INR, se premaknete in lahko varčujete drugje. Bi pa eno stvar še rekel na koncu, ne, ker smo vseeno malo preveč kritični do Slovenije. Dajmo se spomniti, da je Slovenija izdala 60-letno obveznico. To pomeni, da so finančni trgi nam dali denar za 60 let. To pomeni tudi daleč preko dobe, ki jo ima vsaka vlada ali pa neka politična opcija. Tako da očitno finančni trgi nam zaupajo do te mere, da se bomo nekje znali izmeniti tudi v prihodnosti. In jaz tle sem optimističen, no. Je tukaj treba še povedati, da je tukaj zelo odlično zakladništvo na Ministrstvu za finance. Gospod Divjak je tukaj kar zvezda na tem parketu, se mi zdi, ne. Sem ga tudi imela na podcastu, mislim, da zdaj že 2-krat, pa je bil ful dober, no. Meni se zdela tista debata res odlična. Ja. Kaj ćemo narediti zdaj? Kakšni so naši naslednji koraki? Kaj bomo naredili kot ambasadorji finančnega opismenjevanja? Jaz sem prejšnji teden imel predstavitev teh zadev pred Združenjem ravnateljev ekonomskih in trgovskih šol, ne. Tako da sem jih opozoril na to, kar delamo, kje vidimo izzive, kje je generalni problem z varčevalci in tako naprej, kar smo tudi danes govorili. Danes zjutraj sem bil na Dobro jutro, tako da mogoče bo tudi kakšen gospod in gospa, ki sicer mogoče se ne bi s financami ukvarjali, kakšno iskrico spodbudil, no. In po tej poti bomo šli naprej, ne. A ti si odgovarjal tudi na vprašanja gledalcev na Dobro jutro? Ne. Ni bilo vprašanja, okej. Mi smo pa s faksi povezani, tako da mi smo imeli pa en krasen dogodek tudi v ponedeljek na Fakulteti za upravo. Smo simulirali proračunsko sejo vlade, so si vloge razdelili, so bili predsedniki vlade, so bili finančni ministri in tako naprej. Tako da in je bilo res krasno, tako v obojestransko zadovoljstvo, en kup enih izkušenj in to bomo še 2 faksa zdajle gostimo v naslednjem mesecu. Tako da in na fakultetah smo mi pač prisotni, se vedno pač odzovemo in imamo te variante. Nadaljevali bomo s tem projektom Bodifin, kot rečeno, srednje šole, osnovne šole, s temi mentorji, tako da se mi zdi, da ne vem, to so tiste ciljne publike in ne vem, če nas bojo kam povabili kot ambasadorje, jaz si bom pač z veseljem vzela čas, če bo treba iti. Ne vem, ko mi naslavljamo v bistvu vse publike, ne samo to šolsko, tudi to publiko, ki so že odrasli, ki niso imeli nikoli to vrstnega izobraževanja, ne. Tako da, bomo dobili še kakšne dobre ideje tudi pri kolegih, tole zdaj, ko se bomo malo povezali še z drugimi, tako da jaz se zelo veselim, no. Jaz v to iskreno verjamem. Ja, tudi jaz iskreno verjamem in se tudi zelo veselim vsega, kar prihaja. Odlično, najlepša hvala za debato, hvala tudi vsem, ki ste nas spremljali.
Hvala, ja. Hvala, se veselimo še naprej delovanja. Ja. Gotovo se še kdaj srečamo tukaj. Ne? Absolutno se srečamo tukaj. Najlepša hvala, Hvala da ste nas spremljali. Poslušajte Money How, ne bo vam žal in lep pozdrav.